Hopla konoplja, hopla Tanja. Živijo. Tanja, ti si zelo aktivna na področju, si aktivistka za konopljo. Ja, lahko po moje rečemo tako. Ne vem, kako bi se sicer drugače opisala, no, kot v bistvu borka za pravico te rastline in konec koncev tudi do pravico uporabe uporabnikom te rastline. Kaj te najbolj impresionira na konoplji? Cela rastlina. Ni ene same lastnosti konoplje, ki bi bila tista, ki bi mene najbolj fascinirala, ker katerokoli področje konoplje pogledamo, zvemo pravzaprav fascinantne stvari, ki so jih nekatere včasih že vedeli, pa malo pozabili. V bistvu mogoče najbolj zanimivo to, na koliko različnih načinov in zakaj vse je ta rastlina uporabna. Zdaj, jaz sem opazila, da ljudje pravzaprav želijo praktične informacije. Tak kaos politični in strokovni okrog konoplje pustimo za danes na kraj. Pa bi tebe prosila, da poveš te praktične vidike konoplje, na kakšen način lahko konoplje vse uporabljamo v svoji kuhinji, recimo. Za svoje zdravje, za svojo domačo lekarno. Ja, tako kot si rekla, ne, lahko za zdravje, za svojo domačo lekarno, lahko kot prehransko dopolnilo. Tokrat v tem filmčku bomo pustili konopljino smolo, ki je dejansko tudi za kronične bolezni, ne? Pa se bomo verjetno lotili bolj vseh ostalih pripravkov, ki jih lahko pripravimo iz rastline konoplje. Kaj ti recimo pripraviš iz konoplje? Kakšne so možnosti? Možnosti so neskončne. Konopljo se da ponucati od korenin, stebla, listov do cveta. Seveda moramo prvenstveno vedeti, kaj pravzaprav mi od te konoplje želimo in temu primerno potem pripravimo pripravek iz konoplje. Se pravi, če recimo začnem pri koreninah, korenine se uporabljajo za obkladke oziroma mazila, protibolečinska in protivnetna. To je, mislim, da je edina stvar iz konoplje, ki je neužitna, zato ker korenine vsebujejo tudi neke alkaloide oziroma rečemo temu neke strupe, ki pač za uživanje niso primerni, so pa primerni za nanašanje na zunanje dele telesa, se pravi kot obkladke oziroma kot masaže, kreme. Potem tudi stebla vsebujejo določene sestavine, največkrat ljudje te stebla stran vržejo, ampak če bi jih namočili v neko substanco, ki iz teh stebel potegne zdravilne sestavine ven, smo si naredili lahko zelo odlično zdravilo. Te sestavine, se pravi, največkrat se uporablja ali alkohol, ki mora biti seveda zadosti močen, da je uspešno topilo za kanabinoide. Koliko procentni alkohol mora biti? Ja, jaz imam doma 60-procentni šnopc, bom rekla po domač. Zdaj, jaz sicer ne uživam alkohola, ampak za uživanje po moje, da bi bilo boljše, če bi bil malo manj procenten za tiste, ki si na tak način želijo pomagati, ampak nikakor ne manj kot 45%. Tako da, kadar namakamo te vejice se pravi, ali v maščobo, ki je največkrat olivno olje, ali v alkohol, dobimo v bistvu hladen izvleček, topilo raztopi zdravilne sestavine in potem to uporabljamo, kot sem rekla, za obkladke pri raznih vnetjih. Sploh v šnopcu je fajn, ker šnopc že sam po sebi hladi. To tako priporočajo pri raznih vnetjih mišičnih tkiv ali pa kakšnih živcev. Meni všeč ta zadeva zaradi tega, ker praktično z enim nanosom odpraviš bolečino oziroma vnetje. Take so moje izkušnje. No, zdaj, če so kakšne stvari že dalj časa vnete, bi bilo verjetno treba večkrat, ampak če to hitro reagiraš, potem ni to neka strašna stvar. Enako pa tudi seveda raztapljamo lahko iz vejic v olju. Jaz to uporabljam za kuho oziroma na solato, za kakšne omake delati. Ker kaj se zgodi, ko mi to kuhamo? Pri kuhanju teh substanc moramo biti zelo, zelo previdni in tudi moramo vedeti, kakšne sorte konoplje uporabljamo.
Ker če mi uporabljamo to konopljo, ki je danes v Sloveniji dovoljeno gojiti, seveda na določenih površinah oziroma na določenih velikostih zemlje, ne moreš imeti na vrtu ene ali pa dve ali pa ene gredice. Ta konoplja vsebuje zelo veliko kanabinoida, ki se mu reče CBD, in kadar ga mi hladno izvlečemo, potem dobimo ta CBD v obliki kisline, rečemo mu CBDA, deluje protivnetno, nikakor ni psihoaktiven, tako da teh stvari se ne moramo bati. Če pa seveda ta izvleček potem pregrevamo, potem se pa zgodi en proces, ki mu rečemo dekarboksilacija, in takrat iz te kislinske oblike pravzaprav dobimo CBD, ki je tudi protivneten. Tako da kuhati z izvlečkom iz industrijske konoplje je v bistvu nič posebenega. Enako kot bi kuhali s kakršnim koli drugim oljem, okusa ne spremeni, nimamo se bati, da bomo kakšne čudne občutke doživljali zaradi tega, brez težav lahko damo tudi otrokom hrano pripravljeno iz izvlečkov industrijske konoplje. Nekaj drugega pa je, če te izvlečke delamo iz konoplje z visokimi vsebnostmi THC-ja. Dokler je to nek hladen izvleček, potem nas tudi ta psihoaktivni učinek nas ni treba, da nas skrbi, ker je to THC-A, ne psihoaktiven kanabinoid. Če pa seveda s takim oljem kuhamo, ga pregrevamo nad določeno stopinjo, zgodi se ta proces in dejansko pride do psihoaktivnega učinka. Tako da ljudje, ki to počnejo, pač enostavno tega olja ne bojo uporabljali za otroke iz veliko različnih razlogov. Seveda lahko te izvlečke temperaturno pravzaprav obdelamo, tako kot sem zdaj govorila, takrat se zgodijo neki procesi, ki te kanabinoide pretvorijo, se pravi THC-A se pretvori v THC, ki je psihoaktiven, in te stvari največkrat uporabljajo ljudje, ki so bolani. Niso to stvari, ki bi jih kar čez ljudje uporabljali vsakodnevno. To so tudi stvari, ki so pravzaprav najbolj zlorabljene. Poznamo primere, kjer so bili piškoti narejeni na tak način s toplotno obdelavo podtaknjeni ljudem, seveda to je skrajno neetično in neprimerno. Tako da pri teh stvareh seveda je fajn, da se pozanimamo tudi, kakšni občutki sledijo, kaj lahko pričakujemo, kako se spopasti z določenimi občutki, če seveda nismo seznanjeni s to substanco. Ampak je pa mogoče v takih primerih zelo dobro vedeti, da nihče ne more umreti od predoziranja konoplje, kljub temu, da doživljamo nekaj zelo neprijetnega. Raziskave, ki jih delajo, v bistvu povejo, saj jaz tako vidim, 3 zelo pomembne stvari, ki bi jih vsak človek uporablja konopljo ali ne, danes mogel poznati. In sicer ena od stvari je, da od konoplje ne moreš postati fizično odvisen. Se pravi, skrb, da bi človek užival konopljo in potem z njo prenehal, da bo doživljal težko telesno abstinenčno krizo, je narobe. Da ne bomo zavajali, obstaja nek procent ljudi, za katere se reče, da postanejo odvisni od konoplje, ampak tukaj se gre zgolj za psihično odvisnost, ker konopljine substance kot same v možganih ne reagirajo na center za odvisnost. Tako da to je en zelo pomemben podatek, in tudi ena stvar, ki se jo ljudje največ bojijo. Druga stvar je, da konopljine substance v možganih ne vplivajo na delovanje srca. Se pravi, ne glede na to, kako močen učinek konopljenih substanc doživimo in da nam največkrat tudi srce malo močneje razbija, ne bo nikoli prišlo do tega, da bi nam srce nehalo delati. In tretja stvar, ki je, konopljine substance ne vplivajo v možganih na center za dihanje, kar je pravzaprav največji problem pri vseh substancah, ki bi jih utegnili vzeti v preveliki meri, so to tudi zdravila,
ki jih dobimo v lekarni, so to tudi druge prepovedane substance, ki vplivajo na te centre. Konoplja na te centre ne vpliva, zato se jo nimamo kaj bati. In tudi konoplja sama po sebi pravzaprav proizvaja neke snovi, ki jim rečemo kanabinoidi, ki vplivajo na nas popolnoma enako, kakor neke druge snovi, ki jih naše telo proizvaja samo od sebe, zato da lahko normalno funkcionira. Torej, iz tega izvlečemo ven, da so konopljine substance nujno potrebne za delovanje človeškega organizma, kadar ta organizem sam ni sposoben teh substanc proizvajati zadosti. Konopljo samo jaz pravzaprav priporočam že uživanje same surove rastline, se pravi od cveta do semen, pa naj bojo to pripravki nadalje narejeni iz tega, se pravi moka, proteini, čaji. Prva stvar, ki jo pravzaprav lahko človek naredi brez kakršnega posebnega znanja, je, da to rastlino v naravi poišče, si jo posuši, enostavno odstrani vejice, si jih namoči se pravi lahko alkohol, lahko maščobo, cvetove pa skupaj s semeni lahko uporabiš ali za čaj, lahko jih pa uporabiš tudi za to, da jih zmelješ v pravzaprav en tak prah, kjer so vse snovi, ki jih najdemo hkrati v semenih, v olju in v cvetu, in to pravzaprav uživamo kot dodatek v prehrani. Lahko recimo v palačinkah, lahko si malo po solati potresemo, kakšne omake dodajamo, lahko zamenjamo del moke, s katero pečemo kruh. Je to seveda taka zrnata moka, ker lupine od konoplje so vendarle malo ostre, tako da se ta moka tudi zelo obnaša kot neka bolj polnozrnata moka in jo pravzaprav mešamo, oziroma to, kar sem jaz rekla, vse skupaj zmešan kot dodatek zraven. Ne delamo izdelkov v kuhinji izključno iz teh pripravkov. To je vedno nek dodatek zraven, ki popestri okus, ki nam pravzaprav vpliva na uravnavanje prebave in tako naprej. V naravi, da bi kar rasla konoplja, tega ni, ne? Ker je tako regulirana, da je pač lahko samo v strogo določenih okoljih uradno, a ne? Se pravi, da ljudje lahko mogoče poiščejo kmetije, ki gojijo industrijsko konopljo, a ne? Tako. Ja, seveda konoplje, ki bi zrasla v naravi, pravzaprav danes pri nas sploh ne najdemo več, no. Je pa zelo fajn, da se je zdaj sprostila pravzaprav zakonodaja tudi okrog predelave konoplje v industrijske namene, tako da s temi spremembami, ki so se v zadnjih nekaj letih zgodile, recimo od konca leta 2011, je bilo v Sloveniji po celi državi za najti 10 hektarov konoplje, ne? Tako da takrat je bila to res malo mission impossible, skoraj, če nisi ravno poznal nekoga, ki je to konopljo imel. Letos je v Sloveniji zraslo več kot 700 hektarov konoplje, kar pomeni, da je konoplja praktično v vsaki vasi. Tako da danes do konoplje prideti sploh ne bi smel biti problem. Problem je pravzaprav priti do konoplje, ki jo pa uporabljajo bolniki, ki seveda v splošni medicini nimajo podpore in jim konec koncev ne ostane nič drugega, kot da se v teh stvareh zanimajo povsod drugje. S tem namenom smo tudi ustanovili Društvo za zdravljenje s konopljo, ker hopla konoplja je, nismo zdravniki, da ne bo kakšne pomote. Nekako stojimo za stališčem, da že samo informiranje o konoplji zdravi in da je to pravzaprav podlaga za naprej, da bomo konopljo malo bolj razumeli, da jo bomo znali uporabljati, da bomo iz prehrane in v bistvu iz kajenja jointov, kar ljudje si še zmeraj največkrat pod besedo konoplja predstavljajo, prišli tudi do tega, da je konoplja uporabna, da nam pomaga pri našem zdravju, da se lahko v njo oblečemo, z njo vozimo okrog in da s tem povzročamo neznatno škodo naravi, v kateri živimo. Potem si seveda zaželimo mogoče tudi kakšne kreme, za kremo pa že potrebujemo pravzaprav en predhoden postopek, s katerim iz cvetov konoplje izvlečemo smolo, rečemo temu konopljino smolo ali pa lahko tudi rečemo kanabinoide,
čeprav ne izvlačimo samo kanabinoidov, tudi terpene in druge snovi. In to stvar pripravljamo pravzaprav z enakimi topili. Seveda, če uporabljamo alkohol, ne vzamemo tle enega šnopca, ampak vzamemo izopropilni alkohol, v katerem cvetove raztopimo in jih potem to prefiltriramo, seveda čez kavne filtre, da se znebimo vseh nečistoč. In potem moramo seveda alkohol povreti ven, da nam samo izvleček ostane. Ta alkohol je treba seveda povrevati ven previdno, ker kadar so alkoholni hlapi tako povečani, obstaja nevarnost, da nam bo kaj eksplodiralo, zato tega absolutno ne počnemo v zaprtem prostoru, počnemo to zunaj, lahko si kakšen ventilator naštimamo, moramo imeti glavo na svojem mestu in vedeti, da kuriti v bližini takih hlapov je absolutno neodgovorno in neprimerno. Sicer pa je postopek popolnoma enostaven in ga lahko naredi vsak doma, če pazi seveda na varnostne ukrepe. A bi priporočala, da mogoče predno se sam lotiš te zadeve doma, da se pozanimaš, kdo tudi to pripravlja in da se enkrat ali večkrat učiš najprej postopka z nekom? Seveda, absolutno. Tisti, ki mu bo prvič to ratalo, bo imel kar veliko srečo. Zato, ker je treba paziti tudi na temperaturo, da zadeve ne pregreješ, oziroma da se greješ do točno določene temperature, da izvlečeš vse, kar želiš, da pretvoriš vse sestavine, ki jih želiš. Tako da, seveda, vsako stvar je treba večkrat probati. Nobena vaja ni dobra, če jo moj strani že velikokrat naredil. In enaka stvar je tukaj pri konoplji. Tako da definitivno, če poznate koga, ki te stvari zna delati, če vam je pripravljen pokazati, jaz sem prepričana, da če boste enkrat videli, da boste znali to tudi naučiti koga drugega. Seveda obstajajo pa tudi obdelave z alkoholom, ki se dogajajo v hermetično zaprtih posodah, kjer alkohola ne povrevamo v zrak, ampak ga v bistvu ohranimo in uporabimo še kdaj drugič. Tam pa pravzaprav te eksplozivne nevarnosti ni. Tako da treba se je stvari lotiti po pameti, bom rekla. Ker velikokrat tudi beremo po internetu, da se kdo hvali, da zna te stvari delati, pa potem prileti kakšna roka z opeklinom pa tako naprej, ker sami svojih navodil ne upoštevajo dosti dobro. Sami pa vemo, da pri ognju pa pri plinih se ni za zafrkavati. Kaj bi ljudje pridobili, če bi jim bila konopljina smola dostopna? Prvenstveno bi se jim pokazali na boljšem počutju. Dolgoročen učinek, ki je pa meni pravzaprav najbolj všeč, je pa ta, da človeku pomaga najti samega sebe, pomaga ga pomiriti, pomaga ga iti lažje skozi vsak dan, ki je poln stresov na vsakem koraku, in ko ti enkrat lahko ta stres sprejmeš brez stresa, potem se ti to definitivno pozna na zdravju. Vemo pa vsi, da zdravi ljudje so srečni ljudje, in če bi bili vsi ljudje srečni, bi bilo to super krasno. In pri konoplji je najbolj to, ko človek postane srečen zaradi samega sebe, ne zaradi drobnih ali večjih pozornosti, ki jih nam danes namenja okolje skozi razne materialne stvari. Konoplja res lajša mnoge simptome. Mi seveda pravimo, da tudi zdravimo, drznemo si reči, da zdravimo, zato ker poznamo ljudi, ki jih je konoplja iz smrtne postelje spravila na noge in danes, ko jih pogledaš, niti ne veš, da so bili kdaj na smrt bolani. Tako da tudi iz tega vidika smo mi naredili v bistvu društvo za zdravljenje s konopljo, čeprav nismo zdravniki, ampak ko enkrat dobivaš informacije o ljudeh, ki bi mogli biti že 2 metra pod rušo, da še veselo brcajo po tem svetu, potem nekako tudi lažje uporabljaš
to besedo. Je pa seveda res, da konoplja ne more pomagati vsakmu in vsakič. Razlogov je veliko, pri nekaterih ljudeh je slabo razvit endokanabinoidni sistem, pri drugih je, da mogoče telo teh kanabinoidov pravzaprav ne zna uporabljati. Lahko je pa tudi sama bolezen že šla predaleč, da bi se jo znali nekako zavreti oziroma celo mogoče spraviti nazaj v neko znosno stanje. Kakšne so pa aktivnosti Društva za zdravljenje s konopljo? Ena glavnih naših aktivnosti je informiranje o konoplji. Zdaj informiramo pa o stvareh, ki ljudi zanimajo. Zanima jih vse sorte, od tega, v katerem mlinu lahko zmeljejo seme, ki so ga pridelali, do seveda do tega, kje in kako prideti do olja za zdravljenje raka. Tako da pravzaprav skušamo osvetliti na vseh področjih. Po eni strani smo kar malo žalostni, ker moramo to mi početi, ker ni tle neke zdravniške podpore. Jaz pač vidim pri pacientih oziroma pri ljudeh, ki jih konoplja zanima za njihovo lastno zdravje, da tudi sami pogrešajo to, da se o tem ne morejo pogovoriti z zdravnikom, da jih zdravniki ne morejo spremljati oziroma ne spremljajo tekom njihovega zdravljenja. Tako da zaenkrat to mi počnemo na mestnih in si želimo, da pač bi bili konec koncev zdravniki tisti, ki bi strokovno lahko svojim pacientom, bolnikom in ne bolnikom razložili, kako konoplja v njihovem telesu dela. Naša želja vsem tem je, da bi pa človek imel možnost svoje lastne izbire, na kakšen način bo on konopljo uporabljal. Se pravi, lahko si jo hočem vzgojiti sam in te pripravke delati sam, želim te pripravke kupovati v uradni zdravniški lekarni, želim te pripravke dobiti od znanca, ki vem, da s temi stvarmi zna delati. Prav ta prosta izbira pacientu mora biti na voljo. Zdaj tako, če skušam biti realna, potem v prihajajočem letu pričakujem dve stvari. Ena je, da bo medicina odprla vrata svojim pripravkom. Nisem s tem čist zadovoljna, je pa en korak k temu, da bodo zdravniki te stvari mogli poznati. Druga stvar, na katero upam, je ta, da bo na področju industrijske konoplje, kjer je sicer že marsikaj urejeno, da se bo zgodilo tudi to, da bojo lahko ljudje v trgovinah s semeni kupili vrečko semena za svojo lastno uporabo, kot se kupi vrečko semena korenja, koruze, maka, raznih cvetlic in tako naprej. Moje osebne želje konoplji pa so, da bi bila osvobojena spon in laži, ki jo potiskajo nekam v ozadje, ker si definitivno tega po svoji uporabnosti ne zasluži, niti si ljudje ne zaslužimo tega, da so nam to vzeli.